Tudi Sanja Lončar ima v rokavu kar nekaj odličnih predlogov za pomoč pri alergijah. No, od zunaj je že vse zacvetelo, ene to spravlja v veselje, drugi pa v jok in kihanje. Vse več nas sprašujete, a se sploh da na kakšen naravni način omiliti alergije, ki jih je vse več. Odgovor je ja, se da, in to precej preprosto je. Da zmanjšamo našo dovzetnost na vnetne procese in na občutljivost na alergene, je ena od najpomembnejših zadev, da tudi v telesu nekaj spremenimo, da nismo tako kot smodnik odprti za alergije. In najpomembnejše je povečati število omega-3 maščobnih kislin v telesu. To pomeni, zaužijte več semen, ki jih vsebujejo, recimo čija, konopljina, orehova, lanena, ali uživamo recimo direktno laneno olje, kar tako na žlico, na solati ali še boljše v jogurtu ali zmešano s kakšno skuto. Lahko uživamo tudi ekološke margarine, take, ki so narejene s hladno stisnjenimi olji in vsebujejo omega-3. Med začimbami, s katerimi se ja največ in najraje ukvarjam, pa obstaja ena začimba, ki je izjemno močna kot pomoč proti alergijam, in to je črna kumina. Za črno kumino rečejo, da je Allahov blagoslov, ker pozdravi 1000 bolezni, samo smrtno uro ne premakne. Ko pa gre za alergije, res je tudi farmacija patentirala črno kumino za zdravila, ki jih bojo izdelovali proti alergijam. In kaj je to, kaj črna kumina lahko naredi? Vsebuje dve snovi, nigelon pa timokinon. Obe sta izjemno močne, da ustavita, da se nam iz celic sploh ne izloča histamin. Histamin je tisti, ki izziva alergijske reakcije. Tudi ta timokinon ima eno sposobnost, da zavre ravno ta krč, ki nastane v dihalih, in snovi, ki to povzročajo, so včasih še 1000-krat močnejše od histamina, in ravno timokinon je sposoben to zavreti. Kako pa zdaj zaužiti tista 2 grama na dan, koliko bi bilo nekako potrebno, če želimo imeti res ta terapevtski učinek? En način je, da si naredimo krepčilo iz črne kumine. Je zelo preprosto, dejansko bomo rabili samo črno kumino. Črno kumino je treba malo streti, da se lažje odpre in da njene zdravilne snovi postanejo bolj dostopne. Ni treba, da jo stremo čisto v prah, dovolj je, da jo malo nalomimo in potem to zmešamo z dobrim, domačim, nepregretim medom. To lahko naredite na zalogo, torej zmešamo, pustimo stati nekaj dni, recimo idealno je kakšnih 7 dni, ker med je izjemno hidroskopičen in bo potegnil iz črne kumine zelo veliko učinkovin. No, zdaj pa recept, ki ga posebej moški bojo imeli zelo radi. Kako ne bi, če noter bomo uporabili olivno olje, sol, pivo, papirino moko, pa veliko sezama in črne kumine. Pomembno je, da prvo nalijemo olje. V olje damo semena. Zakaj pa? Je zato, ker če se vam semena dobro naoljijo, ko boste pekli katerokoli pecivo, bo efekt, kot da ste semena prepražili na olju, ne kot da ste jih kuhali. In posebej, ko bomo dodali vodo ali pivo, če bi naredili obratno in semena dodali na koncu, potem bi posebej črna kumina imela tako bolj okus po milu, to vam pa ne bi bilo všeč. Takoj na začetku, da se lepo raztopi, bomo dali tudi nekaj soli, ker to so slani gresini. Potem šele pride na vrsto moka. Najboljše je, da je to sveže zmleta, pirina ali kamutova moka. Potem pa pride na vrsto rokca. Najboljše stvari se ustvarjajo z rokami. Zato, ker samo roka lahko da dodatno energijo hrani. Prava konzistenca je takrat, ko se vam že testo lepo drobi pod rokami. In zdaj pride na vrsto pivo, ki ga damo tok, da lahko dobimo testo, ki ga lahko lepo oblikujemo. Tukaj ni nekega pravila. Če date več moke, boste lahko dodali tudi več piva, potem pa bojo malo manj taki mastni. Če radi imate, da so taki žmohtni, potem je več maščobe, manj piva. Pomembno je samo, da je končna zmes taka, da lahko izoblikujemo. No, in ko pridemo do te faze, da se testo lahko oblikuje, iz njega lahko delamo vse, kar želimo.
Pečemo jih približno 10 minut na temperaturi ne večji od 160 stopinj, ker bi bilo škoda uničiti tako dobre sestavine na višjih temperaturah. Ne spraševati, kakšen rok uporabe imajo rok uporabe, dokler jih ne postrežete s pivom.